Eni hočejo biti trendsetterji, večinoma pa hočemo biti vsi srečni, zato ker se nam zdi, da je pač to nujno, ker se pač vsi uprizarjajo kot srečni. Ne? Se pravi, vsi zvezdniki so lepi, nasmejani, ful dobro izgledajo. Ne? In zdaj v tej šabloni posnemanja in primerjanja se mi avtomatsko, neizprašano opremimo z istimi pričakovanji do samega sebe. O moj bog, jaz moram biti tudi srečen, lep, uspešen, sicer ne smem pripadati, sicer ne smem biti srečen. Poleg tega je pa sreča zelo precenjena, ne? Zato ker je samo pač en občutek, ki mora priti kot posledica. Sreča mora priti kot posledica izpolnjenega življenja. In če na življenje gledamo kot na neko predispozicijo, da udejanimo resničnega sebe, ne, potem ravnamo precej drugače. Ne. Razumemo, da smo na svet poslani kot edinstveni, ki razpolagamo z nekim talentom, ki ga lahko z neko predanostjo, fokusom, požrtvovalnostjo, trdim delom spremenimo v nek nabor svojih veščin. In da ko razvijamo ta nabor veščin, ko se učimo, ko smo predani, potem še uspeh šele pride po tisočih urah nekega fokusa, osredotočenosti in smisla. In sreča je šele posledica tega. Ne? Mi pa srečo jemljamo kot surovino. Zjutraj spiš, zakaj nisem srečen? Ja, pač, ker ne moreš biti, ker to energijsko ni vzdržno. Mi nismo narejeni, da smo nenehno srečni. To je preveč za naš ustroj. Ne? In zato smo kot obstaja zanimiv eksperiment, kjer sta pač raziskovalca možganov laboratorijske podgane opremila z diodami in jim našla, oziroma mislim, da celo po naključju, center za užitek. Ne? In one so center za užitek sprožale tako, da so pritisnile na en gumbek. Ne? In ko so te podgane ugotovile, mislim, da so po 70,000 krat na dan pritiskale ta v bistvu gumbek, nehale skrbeti za svoje mladiče. Tako močno je to. In mi dejansko nenehno z družbenimi omrežji pritiskamo na isti gumbek. Dopamin. Ne? Lažen občutek sreče. Ne? In zato pač moramo res srečo razumeti kot posledico, kot nagrado. Ne? Kot jaz pravim tudi v knjigi, da ljubezen pride kot nagrada za vlaganje v odnos. Ne? Se pravi, koncept zaljubljenosti je spet biološki, ne, je zagotovilo za naše preživetje. Narava od nas zahteva, da se razmnožujemo, ne, to je njen edini fokus. Ne, in zaljubljenost služi tudi temu. Ne. Možganski kemični procesi, zaljubiš se vseči si, ne, obstaja spolna privlačnost, ok. Ne. In traja ravno toliko časa, da poskrbiš za otroka, ne, ker se rekli, tam 6 mesecev do enega leta traja. Tako, 3 mesece, ja, da pač se plod dovolj razvije daleč, da mu je omogočeno preživetje. Ne. Od tam naprej je pa ljubezen posledica trdega dela, zaupanja, vlaganja v odnos. Ne. Ljubezen ne pride kot v bistvu, ne vem, všečki na telefonu. Ne. In moraš res za njo delati. In spet, toliko ločitev, kot smo jim priča v sodobni družbi, je posledica točno tega zmotnega razumevanja naših odnosov. Ne.